V soboto je taverna v Kopru odmevala v elektronskih ritmih. Organizatorji Numa Events so po uspešnem poletnem dogodku Numatronic, ko je bil osrednji zvezdnik večera DJ Umek, zdaj priredili še jesensko noč elektronike, v kateri je nastopila svetovno znana DJ-ka, sicer doma iz Kopra, Brina Knaus. V svoji dolgoletni karieri je nastopala na uglednih festivalih, kot so Tomorrowland, Ultra Europe, Exit in Sonus. V svojem domačem kraju pa je tokrat nastopila prvič. Jaz v vsakem špilu, odkrito povedano, ne pričakujem nič, zaradi tega, ker je pol pozitiven. Ampak je res, da imam malo telih metuljčkov v trebuhu, ker res dolgo že nisem špilala v Sloveniji, pa v mojem mestnem kraju. Tako da se veselim in sem res navdušena. No. Tale taverna naša je enkraten prizorišče, ker imamo pogled na morje. Jaz mislim tudi tako, Koper je to malo mestece in se mi zdi, da je super, ne vem, miks, ker lahko pridejo Hrvati, Italijani, čeprav jaz sem že videla prej, so bili moji fani tudi iz Evrope, smo prišli samo za tebe, tako da meni je super, no, drugače je kot pa mesto. Jaz vedno pravim, kjer je morje, je malo druga energija. No. Pač že to je super, ko so te ure, ki so v polnoči konča, jaz mislim, da smo vsi veseli. Pred Brino Knaus je nastopil Klemen Selakovič, ki v Kopru ni igral prvič. Svojim energičnim nastopom je občinstvo odlično ogrel in jih pripravil na naslednjo izvajalko. Ljudje, ki poslušajo elektronsko glasbo, ponovadi rečejo, da se počutijo povezane z vsemi v prostoru, tako da upam, da bomo to uspeli doseči. Kako pa vi doživljate take nastope? Zelo dobro, jaz spadam v nek trans, jaz rad rečem, da zginem tam na odru in v bistvu se zlijem z mešalko in elektroniko in zelo uživam. Ja, se mi zdi, da zdaj en mali aspekt elektronske glasbe postaja ful popularen, tako da to je sigurno dobro. Ta glasba je drugačna kot glasba z besedilom, tudi drugačen namen ima. Jaz to vidim kot nek tak meditativno prakso, kjer lahko se zliješ z muziko in tudi ugasneš malo misli. No, tako. Brina ugotavlja, da je elektronska scena v Evropi bistveno bolj razvita kot v Sloveniji. Obenem pa z obžalovanjem dodaja, da ambasade Gavioli ni več. Ampak vidim, da nekako se zelo dobro trudijo naši Slovenci, nekako na novo prinašati nove evente. Tako da jaz res upam, da bo vsi te eventi, ki se zdaj nazadnje so zgodili, da bo to prineslo mogoče v prihodnost. No? Ker se mi zdi, da še vedno morajo obstajati te dogodki. Ne vem, ti se moraš spustiti, moraš iti na off mal za vikend, sploh čez teden, ko delaš, ker če ne, bo osebna depresija še bolj se poglobila. No, Organizatorji so bili z obiskom in potekom večera zadovoljni. V prihodnje pa računajo na še več takih glasbenih dogodkov v slovenski Istri, ki združujejo številno občinstvo.